Spoštovane in spoštovani, pridite na Bob leta 24. Če ne drugega, zato da boste videli tam mene. Hvala lepa. Najlepša hvala, se ne upam ne priti zdaj. Ne. Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v novi epizodi rahlo neurotičnega večerovega podcasta Slačilnica. Moje ime je še zmeraj Denis Bende Živčec in lepo vas vabim, da nas posledite na vseh možnih platformah Apple Podcast, Spotify, večer.com, YouTube, whatever. Dobrodošli v novem letu, mimogrede, in sezona Boba je v polnem teku. Razmišljali smo in smo se odločili, letos bomo naredili nekaj čisto novo, nekaj čisto sveže, nekaj, kar še niste videli, ena popolna svežina. Ampak potem smo razmislili še enkrat in smo rekli, zakaj? Pravzaprav, če itak stare stvari štimajo. Maja Mondruin, Aleksander Pozvek, voditelja Boba 2025 za 26. Dobrodošla v Slačilnici. Lepo zdrav. Mene zanima, koliko se detoksikirata trenutno, a sta na detoksih, na ločevalnike, jaz sem. Ni se ne treseta. Mislim, tako. Navzven. Jaz si tresem nas noter. Jaz sem že v tisti fazi, kaj mi je tega treba. Ja. Se bi lahko tož. Se bi lahko tož. Sej drevenšek je čisto v redu. Ja. Se bi lahko one. Ampak zdaj imamo, kar imamo, ne? Zdaj ne To morem je več tisto, reči. je, tako greš roditi, ne moreš več nazaj. Se ne da vidva vesta, kak je to, ne. Predstavljam, da si ješ kar med sem gripov vmes, da mogoče po mojem je to nekaj tu. A ti tudi? Ja. Jaz sem imel vročine 38 in potem je naslednji dan do 39, da sem ležal. Umiral je. Tako da to je primerljivo. Maja, povej, smo tu nekje? Ja, glede na vaše dojemanje bolečine, absolutno ne, ampak kar sem jaz hotela povedati, ni toliko bolečina, koliko je to, da ne moreš več pač nazaj, ne. Ko enkrat si na tej poti, pač moraš iti do konca, ne. Otrok bo s tebe prišel tako ali drugače, Bob bo prišel z novim. Ja. A že čudita popadke, to zdaj ni več vajen prvi Bob, prvega sicer ne pozabiš nikoli pravi, ampak zdaj pa to že je, a je tretji. Skupni tretji, ja. Četrti pa za oba v bistvu, ker je Aleksander že prvo leto uletaval na oder. Tako. Ne vem, zakaj skozi imitacije sicer, ampak ja, tretji pa v vlogi sovoditeljev. V bistvu sta gospodarja najbolj varovane slovenske stročnice, ne? Ja. Torej Boba, kako izgledajo ti dnevi pred Bobom? Mislim, jaz zelo casual, ležerno čakam, da se pokažete na oder, da vidimo, kaj boš nosila letos, ne? Ampak videla po mojem sta pa malce bolj bleda. Ja, zgleda tako, da z scenaristom Igorjem Bračičem se več vidim in slišim kot svojo drago, prav tako z Majo. Ampak si ne gremo še na živce. Ne, To je v redu. zelo je vedno V redu. ta prijateljski easy vibe pri Bobu, ne vem zakaj, lahko da je to ta štajerski vibe, ki ga itak imam jaz že prirojenega, pa Igor tudi, ker z Maribora Aleksandra smo navlekli na to in je pač tisto, ne sekiramo se, ne, pač tudi če bo zadnji dan še vse se spremenilo, mi bomo to speljali in to je to, ne. Bo spremenilo, Ja. ker se še vedno. Tako, ker še v bistvu ful dosti sploh še ni določen. Pa še ena zadeva, volitve so. V politiki se zdaj vsak dan nekaj dogaja, tako da jaz ta uvod imam še kar odprt. Videla pa nista prestopila nikamor, ne? Razen na oder SNG. Ne, še vedno sva zvesta. Ja, stročnicam. Stročnica. Ampak, kako v bistvu izgledajo zdaj ti dnevi pred Bobom? Vse je še torej zelo odprto. Jaz si predstavljam, da zelo malo spita. Pričakovanja so zmeraj še iz prejšnjih, torej pred vajinih let, zmeraj zelo visoka, ne? Sej najbolj je to, ne, ti v bistvu že izhodišče je bilo, ne, tošne, ko smo prvo leto mi prevzeli in je bilo ful to, no, pač kak preseš toša, pa tudi drevenška, kakorkoli, to so pač delali videli, da neki se da. ljudje. Ja,
In smo videli, da se da. Aleksandar. Je pa res, da je potem izziv sebe presegati. Ne? Se pravi, kaj še lahko narediš novega, svežega, da narediš pač nekaj, kar še ni bilo in da pač spet ljudi pustiš odprtih ust. In se mi zdi, da smo letos spet skupaj nagrmadili kar nekaj zanimivih presenečenj in nekaj dobrih momentov, ki bojo zagotovo ljudi pustili odprtih ust. Zdaj, če se vrnem pa na tvoje vprašanje, kaj delamo te dni, iskreno, ni to tak projekt, kjer bi res dnevno se ukvarjali s tem, ampak preprosto pustiš, da so stvari v zraku, tako da je rekel, da so stvari odprte in ko pade, ne. Bam. Pa recimo v grupi, ves čas mi grupa vibrira, kaj Maja not piše, stvari, kaj treba, kam je treba iti. Pa to. In jaz pustim, da se zgodim. Potem se usedem v avto in reče, mava pa še podcast, mava še to. In ne vem, jaz sem zjutraj mislil, da grem samo na en radio, na neki intervju, evo, kje sem. Sicer, da ne govorim o tem, da če Aleksandar meni včeraj ne bil poslal message, a ti zdaj štartaš z Ljubljane, jaz si že v Mariboru, jaz bi danes spala zjutraj. Prav veselila sem se tega jutra, kom 12. spala. No. Mi bi te našli, veš? Kaj v pogodbi imamo tvoje podatke. Mi trije nismo sami. Ja. Maja enega znanca, se ne spomnim, ali je znanec, znanka. Znanka, dobrodošla na vse zločinci. Edina, ki po mojem res mirno spite dni. Ja. Marlo. Dober dan. Ne sem jo lahko greva, pa se z njo. Zdaj me je malo zamamlo. Ja, ker deluje res simpatično. Da se vrnemo na rdečo nit. Prireditev, ki poteka v bistvu po koncu enega leta in začetku novega, je lahko tudi malce jeba. Ne? Vse se je že zgodilo, vse že vemo, novice so nas obseljevale 365 dni. Ne? Torej, kako iz tega naredi zdaj en ekstrat satire, ki bo pa še zmeraj zabaven? Ja, zelo težko, ker teh dogodkov lanskega leta je ogromno. Če bi hotel vse pokriti, bi verjetno bilo to do nekje sredine aprila. Prireditev bi trajala. Ker lansko leto se je pa res ogromno dogajalo. Pa kakorkoli obračaš, ker te prekinjam, niso na koncu vse stvari smešne. Mislim, nekateri stvari ne moreš obrniti v humor. Kakorkoli se trudiš. In naredimo polen taki zbor vseeno nekih... Je kakšna taka stvar, ki se jo poskušali zapakirati v en duhovit celofan, pa pač kar ni ratala? Ni ratalo smešno. Recimo, da je v lanskem letu ena zelo pomembna zadeva bila, da je na glasbeni sceni tolkel volk. Ne, to zdaj... Smo ga imeli tudi tukaj. Zelo težko smešno. Pa pač te neke... Ja, pa Ja, pač te neke stvari, ne, kakorkoli se dotikamo pač nekih teh vojn, bi želeli, mogoče to tudi, recimo, ker to je duh časa, nekako ne moš, ne, jaz sem pretek, ja. Ni smešno. Zdravstvena reforma. Ni smešno. Ni smešna, ker je še ni. Čakalne vrste, ni smešno. Normiranci, ni smešno. Kup enih nesmešnih reči. Ampak smo pa našli tudi smešne in zabavne stvari, šli bomo seveda pogledati. Mislim, bomo se spomnili na poroko leta. A je bil kdo od vaju tam, mimo grede? Je bil med povabljenci te poroke leta? Ne, jaz sem bil en dan prej tam, na morju, s čolnom sem se peljal, ker sem snemal pač reportažo in sem gledal, kje se to bo zgodilo. Na dan poroke pa ne, nisem jo vabila. Hvala Bogu. A si slišal, torej nisi slišal Sreče na vrvici? To sem pa slišal. Sem mislil, da sem slišal. Smešno. Zakaj sta se poročila ob tem komadu? Tako nikoli ne bom preživeti tega dejstva. A bi se videla, kakorkoli poročila na Sreče na vrvici? Pa si se dvakrat, če se ne motim. Ja, ne. Sem se pa na drugi poroki na Vilo Moja, ki ima zelo razdiralni tekst. Tako da se v bistvu ne čudim temu, da sem tudi že drugič ločena. Ampak, a ni, Sreča na vrvici, saj gre za poroko med
predsednikom vlade, ne? In zdajšnjo kolumnistko Dela. Ne? Ste jo pa brala? Fajn. Želva, torej. Fajn. Bilo dobro. Čestitke. Boš konkurirala, Maja, za kakšno svojo kolumno? Ja, zelo se spravljam zraven. Ne, to pač moraš imeti, ne? Kaj več. Leto novih talentov in novih priložnosti. Kako pa kaj delate na tej kemiji med vami? Ker ko se Bob začne, tako med vami se mi zdi, da se kar iskri, čuti se en fluid, ne? Pa čeravno niste popolnoma iz istega vesolja, ne? Cela ekipa. A imate kakšne team buildinga, se kdo mora na koga navajati? Ne, Smo se kar hitro ujeli. takoj. Ja, In se res potem mi se, ok, z Igorjem jaz se pač videva tedensko, ampak z Majo in z ostalo ekipo pa se v bistvu potem pol leta oziroma več kot pol leta sploh ne vidimo. Ampak ko se srečamo je... kot da bi bili ves čas odvedno. skupaj. To je Ja, neka tak, da kemija. to se je kar nekako zgodilo in sem prav zadovoljna, no, ker je to ni tak samoumevno v današnjem času. In če pa najdeš nekoga takega, je pa ful lažje potem narediti in tudi, ko pride do nekih, ne vem, izzivov ali pa kakorkoli, da se kaj ne strinjamo, se zelo hitro zmenimo in meni je to prav eksotično v bistvu. Maja, ti kaj na živce, da nisi sama? Imaš je ta primadonna vibracijo nekje v sebi, ne? Lani se spomnimo, ko si se spustila iz stropa SNG, ena taka, jaz sem rekel Mati Germanija, ne? Taka vikinška voditeljica, ne? Ampak to je zdaj še en pozvek okrog tebe, ne? Ne, jaz sem v bistvu pravzaprav že od vsega začetka, odkar je naša ekipa prevzela Bob, je v bistvu bila moja ideja, dajmo mogoče v tem smislu, dajmo ne dati še enega moškega samega na oder, dajmo mogoče pač žensko energijo, ampak nikoli nisem razmišljala, da bi bila sama v bistvu na Bobu. Se mi zdi, da je pač ta balans med moško in žensko energijo ful super, da ful dobro tudi publika sprejme. Je pa res, da mi je bilo pa zelo pomembno in mi je še vedno, da se pa v bistvu jaz kot voditeljica postavim v eno enako vredno vlogo, poleg moškega voditelja, ker velikokrat vidimo ta model, kjer sta moški in ženska, ampak je ženska bolj tak, da se smehlja, da mogoče še kaj doda, ne? In to je bilo meni kar pomembno, da v bistvu ta svoj nek pečat pokažem, sploh tudi z vidika, ne vem, stand-up komedije, da je lahko ženska enako smešna kot moški in da pač ima nek svoj prihod in na tem sem dosti delala, no, in se mi zdi, da je Aleksander to ful dobro sprejel, kar je tudi ni samoumevno dan danes, da en moški v bistvu lahko toliko da prostora ženski in mislim, da je to tudi ključno bilo, da smo potem toliko dobro zavajbala in da je v bistvu tudi Bob tako lahkoten in sploščen in tak dober energy videti. Ja. Pa sej, a veš, če je nekaj kvalitetno, sej to ni prostor dati ženski, prostor daš kvaliteti in tukaj je kvalitetna ženska in Hvala. potem to... Kvalitetna ženska. Kakšen? A je to, Kakšna besedna zveza, a je razumeš? to citat? Ja, to bo zdaj Bob jutri, a Je veš? to Bob? Naslov slečilnice. Če je kvalitetna ženska, Če je kvalitetna ženska, ji daš prostor. v 3 letih, skoraj 3 letih se nabere tudi kar nekaj spominov, da je malo se sprehodimo po tej poti spominov in tovarištva nazaj, kaj so vajni najljubši Bob momenti. Po mojem je bilo najbolj posebno prvo leto, ne? Nihče ne vedel, kaj prihaja, mi smo bili ono, ok, zdaj ni drevenšček, ni tož, kaj zdaj to bo. Ne? In vsi smo tak, 900 ljudi je gledalo vajo in se je zgodilo. Ja, čeprav prvo leto, ja, za publiko je verjetno to bil nek tak preskok, ampak prvo leto sva midva z Davidom Gorinčkom še v bistvu vodila, pa je v bistvu Aleksander imel te neke posebne smešne momente noter in se mi zdi, da si še nismo upali toliko. Sma sicer z Davidom imela ta nek stand-up izmenjujoč, tako da se je v bistvu ta balans med moškim in žensko ful lepo takrat že zložil, ampak v resnici drugo leto, no, ko sma pa z Aleksandrom prevzela pač to in ko sem ja šla z konjem na oder, se mi pa zdi, da je ta moment presežka in jaz se ful, najbolj pač zdaj tako osebno povem, no, meni je bil ta moment, ko res do zadnjega nisem vedela, bo ta žival ona to vzdržala mirno in stoično, ali bo pač se nekaj zgodilo.
ne, brez čelade sem bila, ne, veš to, ker kdo bo ima čelado, ni kul, ne. Pa ona frizura, pa vse to. Ampak ti povem, trenutku, ko sem jaz na tega konja zlezla v zaodrju, takrat je to že bilo 4. tisti dan, ne, ampak, veš, je šlo za res. Ne vem, to je bilo to, on je bil tok pomirjen, ne, ta konj, tok me je, veš, kot da bi mi rekel, vse bo v redu, skozi energy in mi sva šla in pol je bilo vse cool in glej, še zdaj mi gre v bistvu kurja koža, ker je tok special moment bil connection med konjem in mano, ne, in potem pa še s pozvekom. Naša Ksena. Vidiš, najprej energija s konjem. Potem... Ja, tudi sem na to ne veze s konjem skonektala. Dobro, v redu. Ja, je prepoznal kvaliteto na sebi, ne? Ja, točno to. Jaz se spomnim prvega boba, sem uskakoval skozi imitacije, seveda je to bistveno lažje, ker se skrijaš za nekaj drugega, ker je to pač vloga, ki jo tudi že bistveno dlje časa upravljam. Spomnim se, da sem itak prišel zelo zmačkan na prvi bob, ker sem prišel skoraj da direktno iz ene poslovilne žurke. Najprej se 5 dni ni javil, pa nismo vedeli, če bo. Pa sem pa upadel. Tako da ni bilo tako stresno, kot potem naslednja leta. Naslednja leta pa pač, ko vodiš, je pa to. Tudi jaz sem nekoliko starejši, bolj zrel postal, bolj se sekiram, še dalje bolj za stvari. Je opazno. Zaskrbljeno. Lansko leto, recimo, do ob 18, to pomeni 2 uri pred prireditvijo, sem pogledal na telefon, na aplikacijo in mi kazal, da sem naredil 13,000 korakov po gledališču. Resno. 2 uri prej. To pomeni, da sem gor, dol. Ok, generalka je bila, nikjer druge nisem bil, iz hotela, direktno pač v gledališče in tam. Si preštel vse ploščice in vse kose ladijskega voda, ki ga je tam še kar veliko. Vse sem. Je kar breme, ne, tisti dan je, ker vse veš, vse si se naučil, veš, da si dobro prireditev skup spravo v scenariju, vse je ready, sam je kar breme, a boš res. Mislim, se mi zdi, da bo leta specifično, vedno pač pridejo večinoma isti ljudje kot vsako leto v publiki. In večina pride pogledati, kako boš zafrk. Tako. Bodimo iskreni. Tu pridejo, to je naravno. A veš, da potem vse to nista več, ne? Da bo pa nekaj drugega treba. Pa naslednje leto, vse nista. Ampak je to nasploh sindrom publike, ki hodi na stand-up, so s tem res dobro poznati. Nas hodimo gledati zato, da vidimo, kako vam bo spodletelo? Ne, stand-up ne bi. Mislim, da je to ta slovenski moment. A veš, skozi imaš malo tega, ni. Ajde, da vidim. Aj boš. Daj ti pokaj. Zakaj zdaj ti, kaj boš? Je tam, malo imamo tega. Na koncu pa veš, mi dva ful to, zdaj tu filozofiramo, ljudje pa doma, komaj čakam, da grem na boba, kako spet fajn, lani je bilo tako. Da si čakamo. Prehajata med zveri, tako rekoč, ne. A vam je kdaj res podletelo, pa nismo opazili? Ja, ful. Tudi on ne opazil. Ne, to so manjše zadeve, naprimer, ne vem, da nekdo ni mogoče tega pač recimo skrina, kjer imaš te oporne točke, naprimer, ni zamenjal, pa smo mogli improvizirati. Jaz se spomnim sicer prvo leto bolj, ko sva z Davidom bila, pa smo pol kar oba šla na oder, čeprav sploh nisva bila na vrsti, da gremo na oder. In pol smo v bistvu bi mogel Žigan takrat iti na plesišče, pač odplesati in mi dva kar, pač to vsak svoje strani, veš, ni bilo tisto, da bi oba hkrati, pač kar vlasva na odru in pol bo tak čakava zdaj in pol pač nekaj zimproviziraš. Ampak moram potrkati, da je vedno nekako ratalo, no, če so kakšni taki manjši zastiki. Nismo opazili. Ja, na koncu je vedno ratalo. Se rečem pred prireditvijo, samo eno stvar vas prosim, sam trotel boba mi pravilno vrte. Sam to. Stalo me ne zanima. Sam to. Kdo so osebe, ki vajo letos najbolj navdihujejo? Vem, da niste sama pisala scenarija, ampak vendarle boste dala veliko sebe v ta scenarij. Kdo so te zvezde, torej zdaj enega Volka glasbenega smo že omenili? Kolumnistka dela. Nekdanji kajakaš.
Še kdo? Jaz sem si dejansko zaželela Nušo Derendo, da je del prireditve letos, zato ker je njen komad Energy 25 let, odkar je bila najboljša uvrstitev na Eurosongu letos s tem komadom in sem rekla, prav to moramo ovekovečiti. No. To se mi zdi pa res tako, malo pozabimo, zdaj je pač itak ta scena za Eurosongom in za vsem šla čist druge smeri, ampak zakaj se ne bi spomnili nečesa lepega, pa zakaj se ne bi spomnili enega takega uspeha v bistvu slovenskega, ki je star že 25 let. Ne? In pač recimo Nuše Derenda bo letos tudi na Bobu, ravno zaradi tega in obljubila... Kar smo razkrili, ne? Ja, ampak lahko obljubim oziroma povem, da bo ta del prireditve res spektakularen, da se ga bomo zapomnili. Tudi uvod, ja. Tudi uvod, ja. Že z uvodom. Uvod je tak tradicionalno. Ne? Ja. Pokal bo? Bo nekaj, kar v Ljubljani je decembra manjkalo. Mariboru pa ziher ne. Pa ide Prijovička. Ne, to ne, ampak bodo trubači, da. Razkrivamo. Ja. Mimo ga nekaj stopnic, če zmeraj na eventim.si. Okoli župana je še frej. Okoli župana je, ja. Par sedežev. Izbirajte small talk, ne bo enostavno najboljše, ampak ne. To vas ugovori, dajte glavo dol. Ja. Boste pa dosto kadrov, ne? Če bomo v prenosu, mislim, da bomo. Ja, Bob je zmeraj ena inventura enega leta, ki je za nami. Kaj pa vajena osebna inventura? Kakšno leto je za vama? Nekako se prepijemo, vedno do 1. januarja, ne? Drugačno leto, meni se je zgodilo, v preteklih letih sem pač na Svet na kanalu A delal vsak dan, vsakodnevni prispevki so bili, sicer krajši, 2-minutni. V lanskem letu smo šli na neko rubriko, kar pomeni enkrat na teden. Daljši format in je bila to zame kar sprememba. Ker se zdi, kaj narediš 2 minuti, narediš 10 minut. Ni isto, ne? 2 minuti gre takole, 10 minut se pa lahko resno vleče že. Ne? Če ni. Tako da ta sprememba je bila pri meni, drugače pa dobro leto je bilo. Nisem bil niti enkrat pri zdravniku, ni bilo niti časa za to. Se je kaj nabralo, ne? Ampak drugače pa uspešno leto je bilo 2025. Tudi moje, ko sem delal inventuro. Tako ni res slabega se ni zgodilo. Tako, ni bilo neki... Maja, koliko si pošvedrana? Od 2-5. Meni se pa kar spremenilo. Prvič v življenju sem se zaposlila. Saj res. Sicer je sicer super delovno mesto, ne, vodja programa, koncertov in gledališča sem. Odiseji, ljubljanski bivši Kolosej, ki ga je Boscarol kupil in prenovil za 30 milijoni evrov, tako da vse je novo, vsak centimeter v tem prostoru je prenovljen. Človek bi rekel, da sem Boga zajce primla, ne. Pa res nisem, sem šla na razgovor, pa sem bila zbrana legitimno. Kako se znajdeš v tem zdaj čist drugem? Veš kaj, mislim, predvsem se mi je težko štempljati. Če zdaj govorimo, veš, človek je 15 let... Jaz to pozabljam. Ja, ampak človek je 15 let v projektih. Je znano. A veš, mislim, veš, da se moraš, pa se tudi na koncu nekje se, ne, ampak... Ampak tudi, a veš, to je pa... Ne bom se razburil. Kaj za inšpekcijo pa? Zakaj se, pa kdaj se moram? Če jaz dobim zvečer idejo, kaj, a se moram štempljati, sam če se štemplja, jaz sem že idejo dobil. Ja. Jaz sem zamudil, sem že v prekršku. Že grejo. Kje se moj delovni dan sploh konča? Tako. Pri teh delovnih mestih je res nesmiselno. Veš, kaj mi je pa tudi eksotično, recimo, ne? Da sem prav mogla se zmeniti za dopust zdaj, ne? Ko imam Boba, ne? Zdaj prav, mislim, to v lifeu še nisem, veš, ti moraš prositi nekoga za dovoljenje, da si lahko prost. Samo. Ko v srednji šoli, ko si hotel iti na WC, pa te sploh ni tiščalo, veš, ampak in si mogel... Kaj pa božičnica? Pa nisi mogel takrat, 7 leta mimo grede. Čak si jo že dobil? Res? Si jo že dobil? Ja.
Si ti dobil? Si jo dobil. Mi smo jo tudi dobili. Hvala lepa za božičnico. Kak je delati z Boskarolom? Ful pisano, bom rekla. On ima tudi ful idej. Ne, res, pač tak, kot je tudi, kot ga javnost pozna, se pravi podjetnik, poln idej, ful bi vse naredil, zdaj takoj in gremo dostikrat kar v akcijo. Se pa vedno ne da vse tak, mislim, kakorkoli obrneš, so procesi, so ekipe in ravno to je tudi meni šok na nek način, ker je velika korporacija in je treba v bistvu ful enih protokolov se mora zgoditi, predno se realizira neka ideja. No. Tako bom rekla, je pa fajn z njim delati, zato ker je veliko možno. Na Pop TV-ju pa je z uredniki bistveno lažje delati. Šefi, kot so Branko Čakarmiš in podobno, se odlično razumemo. Kjerkoli že so danes, ja. Tako da hvala vsem za vse. No, jaz pa sem zvečera. Je tudi lepo. Vse ste pišli, ki pa vrezi. Ironični smo, super je. Dobili smo božičnico, kaj zdaj, ne? Kaj bi radi? Kaj bi zdaj še? A pa Boskarol, a si spremljal kaj ta izbor za Miss Universe? Sem? Kako ti je bilo všeč? Zdaj smo se vrnili malo na to lepotno sceno. Ja, daj ta zdaj vidiš. Voditelj mi je bil odličen. Všeč mi je bila ta dinamika. Vsega si gledal vodi. Kje so fokusi? Ja. Všeč mi je bila ta dinamika s influencerjem, prvim influencerjem te države, nekdanjim, kaj bi že? Ne, a ja. Ne. Ja. Kaj je včasih Parod, gospa. Ja, ta Odvita Purja. A njoka ima fujenih služ. Kaj prej dela? No, Bil je smetar? Ja. Pek je bil. Ljudski Pek je človek, bil- ful je Zdaj mi je bil. imena. Gejša na Japonskem. Gejša. Kaj pa dela? No, se vse. Ja, Borut Pahor. Ja, Odvita Purja. Ja, pa kovčke zdaj, čudovit. Čudovit. Ja, On je ful pasov, ne? Pasov je zelo, v ta koncept, ne? zelo dober je v tem. Res. Miss Universe. Ja. Spita kaj bolje, odkaj smo to reklamo videli, sta menjala svoj spalni program doma? Ja, jaz ne spim več v pižami, zato sem se verjetno prehladil. Ker res, ko sem videl tisto sliko, ja, pižamo sem jo vzel. Jaz pa vedno sem na trdih spim, tako da. Zato si pa že drugič v slačilnici, vidiš? Postaja selekcija. Da se malce oresnimo nazaj. Pa šalo na stran, Pa šalo na stran. Ne, tisti, ki pijejo čaj. ampak, a veš, kreativni ljudje smo, ne? In kreativni ljudje danes neprestano nekaj produciramo, ustvarjamo. Zdaj so tu še družabna omrežja, milijone enih sledilcev, gledalcev, bralcev, karkoli, ne? Ja. Kje vidva še najdeta navdike? Oba sta zelo kreativna, ne? Zato tvoji prispevki so torej še daljši, ti si verjetno zdaj vmes že 30 knjigo napisala, ne? Ne vem, 14 sva na zadnje. Ja. Kaj mora vsak človek narediti? Knjiga napisati? Drevo zasaditi? Na Triglav moraš iti. Na Triglav moraš iti? Ja, Je nekaj takega, ne? zdaj moram jaz reči, sina zaploditi, ne? Sina zaploditi, ja? Ne vem. Samo od tega je v bistvu še najlažje knjigo napisati, se mi zdi zdaj, v tem času. 14, 15? Ja, 14 jih je že, 15 je zdaj pa pri založbah, tako da zdaj se dogovarjamo, kdo bo dal več. Katero smer? Ja. Naspeljaš? Ful zanimivo, v bistvu, hvala, res da si pišeš? vprašal. Je že napisano. Ženska ima 15 knjig. Ja. Pa ti si jih več napisala, kot prebrala. Ja, najbrž. Kaj so peljala na zadnje? Ala muta, verjetno ne. No. 5 prijateljev. No, ma tu bude. Ja. Ampak Ala muta je tukaj. Ja, ne, tale je, sem se lotila prav romana, ker pač prvi dve za odrasle, ostalo so otroške pravljice, če boš kdaj Okay. raboti. Rabim, Prinesem vsak kakšno, dan, ja, s posvetilom. Drugače pa ja, prvi dve sta malo bolj tak priročniško usmerjene, ta tretja za odrasle je pa v bistvu roman o nosečnici, ki je v bistvu z moškim, ona je Eva, on je Adam, za katerega misli, da je to in da je pač našla svojega življenjskega partnera, dokler ne sreča enega basista,
in jo obrne bor. svet na glav. Ja, Bilo je vprašanje časa. A ima črne lase? Ima bil daljše? matere. A ima malo daljše lase? Nima, sam. Lederhofer. Zdaj si me v bistvu šele. Ja? Zdaj si me spomnil na to, kako je v bistvu svet povezan. Ne. Ti nekaj pišeš in pol se kar to zgodi. A prijatelj od Jelena. Ja. Tvoji čevlji so črni, niso rdeči. Ampak ja, no, pač point je, da pač en tak tabujevska tema, v bistvu nosečnica, ki ima afero. In pač so to žensko, hočem pa izpostaviti predvsem to moderno situacijo ženske, ki zdaj mogoče res prvič v zgodovini lahko se zelo svobodno odloča in zelo gre za svojim srcem in pol v bistvu ni niti toliko, kaj bo družba rekla, ampak a ti v sebi lahko greš čez neke svoje vzorce ali pa postavljene norme, a ti lahko greš čez sebe staro in zaživiš sebe novo. To je v bistvu nek message knjige. Zanimivo. Zanimivo. Nosečnica, ki ima afero, nadaljuje zgodbo, kakorkoli ali ne. In? Ja, ne morem zdaj razkriti vsega, ne. Lobby. Dejstvo je, da sledi svojemu srcu, ja, ampak In kaj srce kam jo pravi? pa to pripelje, pa naj ostane skrivnost, ne. Okay. Pa rodi, na koncu rodi, ja, ker ne more se izogniti temu, ko smo na začetku oddaje govorili, ne, ko pač enkrat tak daleč gre do konca. Kljub Niki Kovač, ne? Je. Ja. Ne. Čak, nismo še prišla, kaj tebi navdihuje, driva, fura. Se slejko prej se pa verjetno strošiš. Ja, slejko prej se strošiš. Kaj me driva, pa si... Ko pogledaš tretji program televizije Slovenija, vidiš, da ne moč nehati, te drži. Čas si noter in moč, okay. Imaš svojo najljubšo figuro? V državnem zboru? V tem resničnostnem šovu na trojki, ja? Ja, imam kar nekaj njih. Ampak če za enega izpostavim, oziroma eno, pa iz vaših koncev je poslanka Lena Grgurevič. To je nekaj fenomenalnega. Koliko epizod mi je ona naredila, mi pomagala. Ona je v bistvu moja sodelavka. Recimo Maja Monru je moja sodelavka en mesec, Lena Grgurevič je pa recimo celo leto. Jaz bi ne bi pa res dali podcast lahko zadelati, ne? Absolutno. Zlomljeni, ne? A veš, kaj bi ona delala? Tiho vodi, opomin ti dajem. Tiho vodi, pišem v opomin. Ja. Ne, kaj zdaj govoriš? Nimate pojma. Vemo, kdo so tisti, ne, pa nekaj, ne, opomin ti dajem. Tiho vodi, opomin ti dajem. Pišem v opomin še. Jaz ne upam govoriti zdaj več. Ne sem v fanklubu, bom priznal. Ja, absolutno. A spremljate, kaj to zelo memijo? Ja, jaz spremljam vrhunsko. To je pa, Mater so to dobri. je pa res dober. In tudi, jaz ne vem, kdo ta človek je. A si ti? Povej, a si ti? Ne bom povedal. Ne Ne bom povedal. Ne, ampak tisti človek, ki to počne, res počne z občutkom in na tekočem je, nisem jaz. Zakaj nisem jaz? Zato, ker me kdaj prehiti. Res da, gledam, ker ne gleda veliko ljudi v tej državi, vsaj upam, da ne, tretji program televizije Slovenija. Redki smo, ki to pač počnemo za vas, spoštovane in spoštovani. In se nekaj zgodi v državnem zboru in vidim par minut, ur kasneje je že klip gor. To pomeni, da je nekdo, ki pač to resno spremlja. Mogoče je nekdo, ki pač tam snema to. A bo to pa da res infiltriran? A veš? Ne, ampak je zelo dober občutek. Ma za čas, za humor. Maja, ti imaš svoje najljubše državne karikature? Pa ti moram povedati, da nikoli se me to ni tako prijelo. No. Moram reči, da tudi Bo Pletak je taka
zelo politično-satirična tematika, recimo, ne, da se moram kar potruditi, no, da se v bistvu, če ne bi bilo Bob leta, jaz po mojem ne bi vedela, kaj se dogaja naokrog. Ker sem pač, jaz sem zelo... Jaz sem zelo ta... Zelo ta v bistvu... Brode, pride sem. Brode. Se imam od pozveka dovolj figur, veš, ono ne rabi. Ne, ampak drugače sem zelo ta umetniški tip človeka, ki v bistvu preživlja čas v zaprti sobi in v pisanju nekih stvari, ki zelo intuitivno pridejo, kanaliziram, ne, se to reče danes, ali pa pač sem nekje v naravi in potem spet nek navdih jemljem. No, zelo malo se s tem v resnici z aktualnim dogajanjem ukvarjam, ampak Bob leta je tista stvar, ki me v bistvu malo pol not potegne. In potem sem tak, a res, a to... Te prizemlji, ne? Ja, prizemlji me in v bistvu me naredi bolj socialno aktivno, ali kako se temu reče. Družbeno aktivno. To je mesec streznitve, ne? Jaz pa ven ne moram jati iz tega. Ja, on pa ne more ven. Ja, a veš, tudi ko imam dopust, ka ne bi rabil, pa ti zvečer, moram pogledati. V bistvu si odvisen. Res sem, to pa res, to ni dobro, ampak sem res odvisen od teh novic, od tega, ker dejansko me je začel zanimati. To je Frodi, news junkie. Ja. Gurno je. Obstaja del leta, v katerem se poskušaš popolnoma ukvarjati zgolj še z banalnostmi, mislim, še večjimi, ne? Ne. Ker potem si pa na hitri cesti, da se ti, a veš, lahko tudi na neki točki malo odpelješ. Šel sem je že. Ne, imam, recimo v nedeljah igram hokej. Hokej? Ja. Jeseničani, seveda. Seveda. Ampak to sem ga zdaj začel, na stara leta. Me je sosed prepričal, da greva igrati, jaz igram rekreacijo vsako nedeljo, a bi šel z mano, rekel, ne vem, nisem jaz tako dober drsal. Ne vem, če bi hokej sem znal igrati. Potem pa pride z opremo, rabljeno je rekel, tlele imam opremo zate, a boš začel. In sem kupil tisto opremo in zdaj sem čist noter. A imaš kaj zlomljenega? Ne še. Razen duše, ne vem. Ne še, ker imamo tak kavalirski dogovor, da ni nabijanja na bando, pač ker smo vsi stari od, nekaj fantov je okoli 20 let, ampak večina nas je pa od 30 naprej do 60, ki delamo primarno nekaj čisto drugega in tiste zgodbe, ki jih jaz poslušam, ki pridejo po rekreaciji, pa je koleno, pa je rama, pa to bi pa ni, ne? Da bi po vsaki rekreaciji nekaj mi bilo. Tako da sem dan ven. No, takrat pa ne razmišljam o newsu, o nobenih drugih stvareh, ampak samo, kje so igralci, pa da nam padu. Ja, super. Kako smo se sposobni Štajerci, da si na eno jeseniško mentaliteto prepisati? Mislim, da smo sploh kompatibilni. Ja. Jaz imam nekaj prijateljev z Jesenic, pa se še kar lovimo, se mi zdi. Tak, ne vem, imaš? Med drugim, Alenko Dožan, recimo, okay. Za katero pravim, da je kot en taki pravi jeseniški dimnik z 90-ih, veš, pa polnoma, brez filtra, kakršnega koli, ne. Ampak v tej eni mentalni grobosti se najdemo. Ja, se to. To se mi zdi, da je v bistvu, tako kot si rekel, tukaj se najdemo, pa v tej neki direktnosti tak je. In živiš s tem, s to realnostjo, kakršnokoli že je, sprejemaš drugega človeka ali pa sočloveka z realnostjo in to je to, ne, veš, ni nekega fejkanja, ne, ni nekega sofisticiranega. Pa še ena stvar se mi zdi, tudi vi ful skupaj držite, ne? Mariborče, a je to samo navzven se vidi? Ne, mislim, da... Poleg tistih par vrtičkov. Ja, ampak... Mariborčani ste ponosni na jezik, na kulturo, držite skupaj, nogometni klub. Zelo podobno je pri nas, na Jesenicah. Zelo držimo skupaj, ok, potem je hokej, to stičišče. Tako da tudi vi verjetno ste ogromno časa preživeli na ulicah. Mi smo ogromno časa. Smo bili na ulicah. Mi smo ogromno časa preživeli. Si vrla kaj? Na ulici. A si vrla? Mi na ulici. Piramidno koso. Si ti metala noter? Ne, ampak se mi zdi pa, ja, da je pač, veš kaj se jaz najbolj spomnim? Tiši, lutko. Vesele jeseni.
Si iz mostu dol lutko kuro. Ja. A si bil ti? Ne, nisem, jaz sem zgolj poročal takrat. Sem pa fasal sozilec. Lepa izkušnja, drugače. Ne, Mariborčani, mislim, zanimivi smo o tem, ker v bistvu vse čas malce grizamo drug drugega, ampak neko pa nekdo tretji, karkoli reče. Vopa, a ne? Popa smo, ne? Čisto počasi se peljemo proti koncu tega. Joj, ne, to me zanima, a poskušaš ti nikoga novega naštudirati v smislu imitacije? Danes sem začel z novo imitacijo. Del ugančak je tole, bom večkrat predstavil, se upravičujem. Kdo je to? To me zdaj noro zanima. Kdo je to? Je čak ne, influencer je? Miki Vlahovič. A je to njegova imitacija? S tem ne ož Mariboru daš. To sem jih hodila povedati, da je. Vemo, kdo je Miki Vlahovič, ne, ampak... To je recimo ful zanimivo pri Bobu. Dostkrat, veste, ko sestavljamo ta program, ker smo zdaj vsi doma v Ljubljani in je nekaj ful huge in se nam zdi, veš, da je vse slovensko huge in pol kot da Maribora neke stvari ne dosežejo. Ja. Dosežejo Mursko Soboto, dosežejo, veš, ful nekih krajev, ampak Maribor pa kot da je neka stena in potem, tako si ti zdaj rekel, veš, to ne boš daleč prišel. No, to je imitacija. Drugače pa marca pridajo volitve, tako da, a veš, bojo verjetno neki novi liki, novi ministri. Promocije bo zdaj. Bo bi malo prezgodaj, ne? Letos, po mojem, bilo ful bolj zabavno, če je bil nekje usred tega, ali pa po. Celo po, upam, da bomo še lahko. Naj bo tako, kot je. Ja, kaj pričakujete letos od Slovenije? To pa zdaj tako resno, tako večerovsko vprašanje. Kaj pričakujete od leta 2026 kot državljana, kot voljivca, kot moški in ženska? Predvsem, zdaj bom pa ko misica, ampak res, mir na svetu. Ker to, kar se zdaj dogaja, je tako, mi smo 2026. Ja, jaz bom... Nek predsednik z močjo pride v drugo državo, zajame predsednika, pa pustimo, kakšen je. Ampak meni se to zdi prav tako malo nerealno, čeprav je realno, je resnica, ampak kot da ne moremo imeti stika s tem v resnici ali pa da Slovenci tega ne začutimo tak. In se mi zdi, da 2026 dejansko si ne upam pričakovati ničesar. Evo, tako bom rekla. No. Pač toliko drastične ali pa toliko šokantne stvari se dogajajo po svetu in tudi v Sloveniji, konec koncev zadnjih par teh momentov velikih, ko si prav tako ne morem verjeti, da se to res dogaja. In ne vem, zdi se mi, da gremo proti nekemu poku balona, ki se bo zgodil, ne vem pa, kaj bo sprožilo to, pa kdaj se bo zgodilo. Ampak čuti se pač ful ta pritisk, čuti se, da ne moremo več ful dolgo tak naprej. No. A ni se skupaj, pred take vročične sanje. Ja, veš, se to ti si zdaj 39 pred nekaj dnevi, ne? Ja. A veš, ko se ti zdi tak vse, kar preliva se in ne moreš iz tega, ampak Prelomno leto bo. Misliš? Jaz mislim, da ja. Ja, po astrologiji ne bi bilo, ja. Leto Merkurja. Ja, in Jupitra. In ognjenega konja. Ja. Pokličimo Emo Kurent, no. Jaz sem Teodoro Erhatič klical. Kaj sta povedala? Rekla je pa, da bo dobro leto, da bo zelo dobro leto, predvsem na področju zdravstva. Ti si že zbolel? Ne bom sploh več razlagala. Ne za tebe, za vse druge. Ja. Napovedala je zmago Janeza Janše, oziroma ja. Na področju športa to verjamem, da bo zelo uspešno leto. Dars, sneg bo spet presenetil Dars. In je.
Pošta Slovenija, pošiljke bodo kar zamujale na decembra. Voda. Ostajamo v vročičnem letu. Ženska zna, ne? Ne, Teodora je super. Lansko leto recimo je napovedala, da bo Jan Plestenjak dobil partnerko in se je res zgodilo. Ja, ženo. Ženo, ja. Ženo, Ja. to je Ja, da se je kar poročil. preskok. Ne? Ja, a ste se kao nosečnosti pogovorili, kaj mi zdaj čakamo? Next Ne bo. Ne bo. Ne bo. Niti Tina Gaber pa je ni noseča. Tako je rekla ona. Pa kak ne? Pa, A ti veš, da je? ne, ampak tako pasalo bi zdaj zraven. a ne? Čas bi bil za naslednji korak. Ne? Ne? Ja. Ker ta kolumna je bila taka, da bi lahko, ne, tako čutim, da se nekaj prebuja. No. Tako. Pa roditi se je mogel pač začetek marca, ne? To bi bilo Je to idealno. zdaj ne. našlo. Ne bo šlo, ampak bi bilo pa idealno. Timing sta malo zamudila. Ti povej, ti o Čeprav nikoli ne nosečnicah veš. pišeš. Ne? Ja, čeprav nikoli ne veš. Ne? Še ene ženske so noseče, pa sploh ne vejo. Za konec, tik med koncem me še zanima, a kaj Šankroke poslušata? Seveda, Imamo najljubši komad. Šankrok. Super. Kdo naj bi ljubil Šankrokovca? Ne? Bo prisotna? Na bobu? Nimam tega podatka. Pela ne bo. Pela ne bo. Šment. Ja. Ne, drugače pa povabljence že imamo, kdo bo. Imamo že, kdo pride, pa kdo ne pride. Malo nas ne kizeta. ampak to vedno do konca ne vemo. Ne? Tak, da, mi smo lani tako fajn naredili ta roast na predsednico. Ne? Ja, pa je ni bilo. Pa je potem. ni bilo. Tako da zdaj tu vidiš tudi Je to, pa ne, res, ne da upaš so nič pričakovati. spet marca so volitve. Jaz sem videl, predsednik vlade zdaj hodi na vse prireditve. A? Tako da verjetno bo prišel tudi na Bob leta. Ja, ampak ga Samo moramo ne vem. posesti na sedež, ne, da ne bo se na stopnice Da se nam na stopnice, pa da nam slučajno govoril. Bomo poskušali. ograjico. Tudi, Varnost. ne vem, če oni v pižami pride, ne? Ampak zavluzli smo čudovito. Povejte, česa se pravzaprav 24. januarja najbolj veselita? Zaključnega aplauza. Ja. Pa daj, to je tako pesimistično. Ne, ni pesimistično, škaj je fora, to je pač res, to je ta moment, ko zmagaš za res. Ni ta prvi moment, ja, ok, prvih 5 minut, pa potem, ko steče, si tako, ok, gremo. In pa je v bistvu tako kot en slalom, ne, v bistvu voziš in skozi si ono tak, ne, ena vraca, še ena vraca, še ena vraca in na koncu, Ja, ampak zdaj 2 leti sem užival že med prireditvijo. To je Ja. nekaj. Ja, res. Sem užival že vse je vmes. užitek, vse je, ampak najbolj Kar sem začutil spektakularni že- moment. Ampak to je res ta odziv te mariborske publike, ki ti takoj dakte napolne. In takrat sem videl, ok, to je to, zdaj pa lahko uživaš. In sem užival. Jaz upam, da boste uživali, čim bolj mi bomo zagotovo uživali. Jaz že In tudi vi, Grede. in tudi vi. pa pridemo na Nušo. Ja. Najlepše hvala, da sta prišla stačilnica Maja, že drugič, Aleksandr. A te sploh kdo pravi, Aleksandr? Ja, Pozek. Ja. Aleksandr. Ej, ja, imam idejo. Tako, to je bil podcast. Milica, hvala, ker ste ustrajali z nami. A bi lahko kot potencijalni naslednji mandatar povabil gledalce na Bob leta 2025? Potencialni naslednji mandatar. Glede na napoved. Ja. Aha, z grosupelskim naglasom. Vprašanje je čviki, ja. Pa zdič je tako, kot sem ga imel na Planet TV-ju. On je bil dokumentarc o meni. Sem govoril 1:15. Oda, spoštovane in spoštovani, pridite na Bob leta 24. Če ne drugega, zato da boste videli tam mene. Hvala lepa. Najlepša hvala, se sploh ne upam, ne priti zdaj. Ne. Dragi naši, upam, da ste uživali v še eni nevrotični, zmešani, konfuzni slačilnici. Bila je super. Sledite tam še naprej na vseh možnih platformah in saj veste, ne, kar se je zgodilo v slačilnici.
ne ostane v slačilnici. Pa, in se vidimo na Bobu.